Zdravo, Mihael sem s tabo in danes imam zate eno zelo zanimivo učno vsebino, v kateri bi ti rad povedal, kako zbudiš genialnost v svojih možganih. To pomeni, da imaš genialne možgane. Veš, ko včasih rečemo za katere ljudi na tem planetu, da so geniji. To pomeni, ne vem, nekdo zna računati na pamet velike številke. Nekdo si kar zapomne tuje besede in govori več tujih jezikov zelo lahkotno, zelo hitro se tega nauči. Nekateri ljudje imajo zelo močno bioenergijo aktivirano in kar nekako vejo, kako morajo z bioenergijo na koga pozdraviti. Nekateri ljudje znajo ekstremno dobro kanalizirati vesolje, ker slišijo, vidijo informacije. Ne? Ampak ti ljudje niso geniji. Ti ljudje so samo aktivirali nekatere informacije, znanja, sposobnosti, ki jih že imajo v svojih možganih. In tudi ti imaš te informacije, znanja in te čudovite sposobnosti v svojih možganih. In nahajajo se v točkah, katere se imenujejo mentalne razpoke. Danes bi ti rad v tej kratki učni video vsebini povedal o mentalnih razpokah. In to znanje je del novega revolucionarnega tečaja, ki se imenuje akaška psihologija. To je tečaj, ki razkrije 7 skritih nivojev človeške psihe, katerih klasična psihologija na Zemlji še ne pozna. In to so globoki nivoji psihe, v katere bova potovala na tem tečaju, in na tak način imajo tudi psiho sestavljena visoko napredna bitja v vesolju. Veš, ko včasih se pogovarjaš v meditaciji s temi naprednimi bitji iz Atlantisa, iz Plejadi, Siriusa, no, ta bitja imajo psiho sestavljeno na ta način. Tako da na tem tečaju bova secirala psiho in ugotovila, kako lahko ti te zakonitosti uma uporabljaš tudi v svojem življenju, zato da postaneš mentalno napredno bitje. Zdaj pa greva nazaj midva na najno učno vsebino. Mentalne razpoke. Kaj so mentalne razpoke? Mentalne razpoke so skriti predeli tvojih možganov, ki se nahajajo izven uhojenih tradicionalnih poti oziroma načinov razmišljanja, katere ti razmišljaš vsak dan. Glej, človek v človeškem umu na Zemlji ve zelo malo. Mi poznamo zavestni to je ta ki ga ti zavestno ustvarjaš v tem trenutku z zavestnim izborom informacij, katere razmišljaš, z zavestnimi prepričanji, katere izražaš s komunikacijo in v katere verjameš, in pa razumemo del podzavesti. Naša podzavest je sestavljena iz naših preteklih dogodkov, ki so se nam zgodili, iz družinskih vzorcev, iz načinov učenja in programiranj, ki so nam jih usadili v našo glavo, starši, mogoče družba, v kateri živimo. Potem pa se nekako že razumevanje človeške psihe konča. No, mentalne razpoke so pa en del globoke podzavesti, kjer se nahajajo specifične informacije v tvojih možganih o tvojih izjemnih talentih, o tvojih izjemnih darovih, o tvojih izjemnih sposobnostih. Ampak v mentalne razpoke pa mi kot moderni človek nismo naučeni, da potujemo. Nas niso naučili, da potujemo v te mentalne razpoke in gledamo, kaj v njih v svojemu umu, ampak so nas v družbi naučili, da hodimo po ustavljenih, tradicionalnih poteh razmišljanja. Ti bom dal primer. Večina ljudi, na primer, ne more genialnosti v možganih vklopiti oziroma odkriti ali pa sposobnosti v sebi aktivirati zaradi tega, ker hodijo v življenju po eno in isti poti, ki je preverjena. In razmišljajo na eno in isti način, ki je preverjen in varen. In ti bom dal primerjavo. Rečemo, da ti greš zdaj v gore. Ja? In ti lahko greš v gore po teh čudovitih skalah, po slovenskih Alpah zdaj hodiš, po teh uhojenih poteh. In po teh uhojenih poteh hodi večina ljudi. Ampak na uhojenih gorskih poteh ti nikoli ne boš našla dragocenih kristalov. So dragoceni kristali v gorah, ampak so skriti v razpokah, skalnih razpokah, v kamnitih razpokah, ki se ne nahajajo na teh ustaljenih poteh, ampak se nahajajo tam nekje v neki steni, na katero moraš plezati, v neki grapi, v katero se moraš z vrvjo spustiti, v neki soteski, v katero se moraš plaziti, na nekem vrhu, do katerega sploh pot ne vodi. Tam najdeš ti te dragocene kristale, ki se bleščijo in so vredni in so zakladi teh gora. Ne najdeš jih na ustaljenih poteh, po katerih hodi na tisoče in tisoče ljudi. In na isti način poglej svoje razmišljanje. Večina ljudi ima svoje življenje narejeno tako, da hodijo po ustaljenih poteh. Ni nič narobe, če hoče človek imeti povprečno življenje in biti povprečno bitje. Ampak, če pa hočeš ti v svojih možganih zbuditi genialnost, moraš svoj izvati,
da gre iz ustaljenih poti v mentalne razpoke in da gre pogledati, kaj se v teh razpokah nahaja. V teh razpokah se nahajajo darila duše, nahajajo se darovi preteklih življenj, nahajajo se izjemne sposobnosti, katerih pa ne moreš niti prepoznati, niti najti, niti odkleniti, niti uporabljati, če hodiš po ustaljenih poteh. Zato imam zdaj zate par nasvetov, kako si začni organizirati svoje življenje, zato da lahko odpreš te mentalne razpoke in pogledaš, kaj je v njih in da lahko svoj polni potencial začneš živeti. Ker večina ljudi ne živi svojega polnega potenciala, živijo življenje, ki je pod njihovim potencialom, pod njihovimi zmožnostmi, kar je razlog, zakaj so mnogi ljudje malo depresivni, anksiozni in nezadovoljni v svojem življenju. In jaz ne želim to, da se tebi zgodi, zato ti danes govorim o mentalnih razpokah. Mentalne razpoke najlažje odkriješ tako, da začneš svoj postavljati v situacije, katerih ne pozna in glede katerih nima izkušnjo. Mogoče ti svetujem, da greš na primer na počitnice, naslednje počitnice na neko abstraktno destinacijo, kjer ničesar ne poznaš in kjer pojma nimaš, kako stvari funkcionirajo. Ne vem, primer taka destinacija je Japonska. Na Japonskem ti niti nimaš večino napisov v angleškem jeziku, ampak v japonskih teh pismenkah. Tudi če znaš angleški, v nekaterih krajih na Japonskem to nič ne pomaga, zaradi tega, ker je v japonščini. In potem se znajdeš tam in gledaš in pojma nimaš, kaj moraš narediti. In verjem, tvoji možgani odprejo čist neke nove nevrone in sinapse, zato da lahko oni poštudirajo, kaj je njihov naslednji korak. To je ena taka stvar. Ali pa, ne vem, vključ se v nek klub za nek hobi ali pa neko dejavnost, o katerem nikoli do zdaj nisi razmišljala. Pet, ne vem, programirati, pet se učiti programirati. Večina ljudi nikoli ne razmišlja o programiranju, ker je to zelo abstraktna stvar, računalniška stvar, neka tehnološka stvar. In večina ljudi jih ne zanima programiranje. Noč se programirati. Najam nekoga, da te nauči programskega jezika, nekega znanega programskega jezika. Si predstavljaš, kaj bojo tvoji možgani v šok padli? Kako bojo oni mogli začeti odklepati neke čist nove energije v možganih, čist nove poti ustvarjati, čist novo nevroplastičnost ustvarjati, zato da bodo oni lahko začeli programirati. Ali pa začni, na primer, trenirati šport, katerega nikoli nisi niti razmišljala, da bi se ga lotila. Nek šport, ki je popolnoma tuj, mogoče celo v naši državi, ki ga na drugem koncu sveta igrajo. Zato da tvoji možgani začnejo iskati informacije, katerih nikoli niso imeli, katerih nikoli niso uporabljali, zato da se lahko soočijo z nalogo, katero imajo sedaj pred sabo. In te informacije se nahajajo v mentalnih razpokah. In ko ti svoj natreniraš, da začne dejansko vlečiti informacije iz mentalnih razpok, se ti dvigne IQ, se ti dvigne inteligenca, vse inteligence, ki imaš v sebi na mnogo nivojih in ti začneš na popolnoma hitrejši, manifestacijsko močnejši način delovati, razmišljati. Tako da ti svetujem, da se opremiš v življenju z znanji, o katerih nikoli do zdaj nisi razmišljala. Ne vem, začni se učiti astrofizike, ali pa neurologije, ali pa oceanologije, ali pa starih indijskih ved, ali pa začni se učiti nekega tujega jezika, katerega nihče ne govori v naši državi. Ne zato, da boš ta tuj jezik uporabljala, ampak zaradi tega, da tvoji možgani začnejo delovati na nov, abstraktni način. Ker potem ti bo naravno odklepati nove abstraktne informacije in potem boš z lahkoto prišla do talentov in darov, ki jih imaš zapisanih v možganih. Ker večini ljudi, če zdaj predstaviš neke talente in darove, se niti ne verjamejo, da jih imajo. Jaz včasih vidim, ko pride nekdo meni na tečaj, pa mu rečem, ti imaš v auri zapisano zelo močno bioenergijo, ti si zelo močen bioenergetik. In mi človek ne verjame, zaradi tega, ker njegov način razmišljanja niti ne dovoljuje možnosti verjeti tega. In če hočeš ti zdaj zbuditi neka genialnost v svojem umu, ki presega kolektivno povprečje, potem rabiš začeti potovati v svoje mentalne razpoke. Jaz sem ti dal neke take zelo fajne domače naloge, ki jih lahko v svoj življenjski stil, ne glede na to, kakšne opleteš takoj. Če se želiš pa naučiti teh globih tehnik, energijskih tehnik potovanja v mentalne razpoke, programiranja možganov, ustvarjanja nove nevroplastičnosti v možganih, to pomeni ustvarjanje novih povezav, med drugim, potem pa si poglej tečaje Akaška psihologija. In mi smo rojeni zato, da smo geniji. Mi samo živimo v povprečni družbi, ki nas želi vzgojiti v povprečne ljudi s povprečnim življenjem in s povprečnimi dosežki. V resnici smo pa rojeni
za ustvarjanje edinstvenih in velikih stvari. In to je namen tega tečaja. Akaška psihologija. Tako da, zdaj ti pa želim eno super razburljivo, unikatno, nenavadno življenje in ti želim, da čim več mentalnih razpok odkriješ v svojem življenju in čim več sposobnosti prepoznaš, katere imaš. Če te pa zanima akaška psihologija, tečaj ga najdeš pa ob tem videu na povezavi. Imej se lepo.